zgodilo včeraj? Ja. No, kaj se je zgodilo? Kdo bi mu povedal? Pepe, Lučka mu je nagajala, pa še Pepe v zapor. Ja, tako je. In kaj smo se mi iz tega naučili? Ja. Torno v Boga ga kaj tebe? Nadloga. Tako je. Veste, Stržak je zelo slabo spal. Seblo ga je in krulilo mu je v želočku. Pogrešal je mojstra Pepeta. V resnici ga je imel tako rad, da se je odločil, da ga bo klical kar oče. Očka moj, da ste se le vrtili. Ne veste, kako težko mi je bilo, ko vas ni bilo. Kaj se je pa zgodilo? Grozno je bilo. Prišel sem domov, Mulan modrec mi je rekel, udoben si, ne bo ti dobro na svetu. Potem sem rekel, pazi se, ščurek. On mi je rekel, ti si lutka in imaš leseno betico. In ker sem bil strašno lačen, sem šel ven vprašati Boga ime za hrano in sem dobil vodo na glavo in sem bil čisto moker. In potem sem moral še lačen zaspati. Kar lahko razumem iz tega je, da si najbrž še vedno lačen. Izvoli. Hvala. Te 3 hruške sem sicer prinesel zase, ampak jih podarim tebi. Hvala. Prav rad bi se vam zahvalil za vse, kar ste storili zame. Zato vam obljubim, da bomo slej naprej priden. Tudi v šolo bom šel in to kar takoj. Imenitno. Prav. Le še besednik potrebujem. Tega pa nimam. Počakaj, pridem takoj nazaj. Prodal sem. Zakaj ste jo pa prodali? Bila mi je že pretopla, vse. Za besednik ste jo prodali, kaj ne? Hvala, očka. No, sedaj grem pa res v šolo. No. Z Bogom. Ja. Ja. Danes se bom naučil pisati. Jutri brati, pojutrišnjem računati. Tako učen bom služil lepe denarce, ampak najprej pa bom kupil novo suknjo za očeta. Odkud prihaja pa ta glasba? Gotovo imajo predstavo. Škoda, ker moram iti ravno danes v šolo. Kaj pa če bi? Ali naj grem v šolo? Ali naj grem na predstavo? Šolo! Na predstavo. Na predstavo, ne? Ne vem. V šoli reči, ne odprejo okna, pa se bo muska slišala. Sam šola je predaleč. No, tako sem se odločil. Danes bom šel na predstavo, jutri pa prav zagotovo v šolo. Sej en dan se ne bo veliko poznala. Moraš pa najprej na predstavo spraviti na uro. Ja, najprej bom šel na predstavo. Ne, najprej šolo. Najprej šel na uro. Ste šolo čez Živijo, a se je predstava že začela? Koliko pa znaša vstopnina? Denarja pa nimam. Imam pa abecednik, kaj je to dovolj? Seveda. Potem se pa tako razmišljam. Jaz, da tebi abecednik, ti pa meni vstopnico za predstavo. Izvoli. Hvala! Odlično! Sedaj grem lahko gledat predstavo. Ti.
A veš, da si dala abecednik, zdaj ne boš pogledati šolo. Jaz sem Ljudka Pavlika. Ljudka, kaj počneš med gledalci? Naj pridi na oder med svoje lesene bratce in sestrice. To pa je tebi ime? Jaz sem Ostržek. Živel Ostržek, naš bratec. Živel! Živel Ostržek! Glavni je v gledališču. Zelo je strašno. Zelo ki si ga bojim. Zakaj si prenesel zmedo v moje gledališče? Moj Ljudke si zmotil sredi predstave. Verjemite mi, da nisem bil jaz. Bova kar kmalu obračunala. Ravno kar sem si pegal koštruna za mojo večerjo in mi je zmanjkalo lesa. Vidim, da si ti lesen. Kar hitro te vržem na ogenj in moj koštrun bo prav hitro pečen. Ogorji meni na pomoč. Nočem se umreti. Nobeno pitje ne bo pomagalo. Saj vem, da si zaslužim kazen. Nisem upogel očka. Ampak kako hudo mu, ko me ne bo več nazaj. Očka. Torej, tvoj oče in mama še živita. Mame nisem poznal, oče pa še živi. Veste, danes me je poslal v šolo, jaz nesrečnik, pa sem zamenjal abecednik za vstopnico za gledališče. Veste, prodal je svojo edino suknjo, da mi je kupil abecednik. Potem te mora imeti pa tvoja očka res zelo rad. Zelo me ima rad, ampak jaz sem pa zelo neobogljiv. Joj, kako hudo bo, ko me ne bo nazaj. Ne boj se, ne bom te zavrgal na ogenj. Kakšna žalost pa bi povzročil tvojemu očetu, če bi te vrgal na žerjavico. Bom pač danes večerjal samo na pol pečenega koštruna. Ti, Ostržek, pa se lepo boljšaj, kakor si obljubil. Vrni se k očetu in ga spoštuj. Evo, pa še nekaj ti dam zanj. Evo, tu imaš nekaj cekinov, pa mu kupi suknjo, novo, in tebi nov abecednik, da boš hodil v šolo. Pa ti pa le pridno hodil v šolo in imej rad očeta in ga spoštuj. Bom, seveda bom. Saj hočem biti dober in se naučiti brati in pisati. Zdaj prav zares. Hvala za zlatnike, tako jih ne sem učiti. Dobro, pa z Bogom, srečno, Ostržek. Z Bogom. Otroci, ste videli? Ostržek bi kmalu zgorel. Ampak veste, to se mu ne bi naredilo, če bi šel lepo v šolo, tako kot je obljubil svojemu očetu in ne bi prodal abecednika. Ampak ne. Veste, Ostržku je bilo potem pošteno žal, da je prodal abecednik in šel v gledališče. Veste, znanje je velik zaklad. Kdor se uči, bogastvo gradi v sebi in v drugih. Pa nasvidenje, se vidimo jutri.